In jaz mislim, da se bomo mogli nekako, ne bom rekla sprijazniti, ampak nekako sprejeti. Te migracije bodo prihajale, te ljudje bodo prihajali, če bomo želeli nekako kot gospodarstvo rastati, se razvijati. Le od 100 zaposlenih ali pod 100 kandidatov imaš sigurno enega tazga, ki je kot neko gnilo jabolko, a ne? Tako da tudi med temi tujci zna tudi kakšen biti. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes ena zelo zanimiva oseba, predstavnica ženskega spola, tako da malo drugače, ker je super, da imamo tudi veliko žensk voditeljic. Tako da, Saša, lepo pozdravljena. Pozdravljen. Zdaj, preden gremo pokukati v tvoje izjemne možgane, izkušnje, dogodivščine, bi te jaz rad našim poslušalcem malo predstavil. Tako da ti si ustanoviteljica in direktorica zaposlitvenega portala Optius.com, ga vsi poznamo. Zdaj, zelo zanimivo je to, da si ti še zmeraj 100% lastnica, a ne? Se pravi, je v slovenski lasti, tako kot je za razliko od drugih podjetij. Ne? Se pravi, v svojih 14 letih delovanja je šlo prek tebe že preko 12,000 delodajalcev. Drži, ja. Na mesečni ravni imate nekje 400,000 obiskov, kar je blazno lepa številka. Ne? Hvala. Ste regijsko prisotni, se pravi, to ni samo Slovenija, ampak širša regija. Si tudi ustanoviteljica prvega kluba za kadrovske menedžerje, ki je v bistvu manj kot 3 letih dobil več kot 350 strokovnjakov, ne? In na podlagi tega organiziraš tudi razne strokovne evente, dogodke. Je pa ta klub namenjen HR strokovnjakom, knjigoljubom in vsem tem, ki ste v bistvu dejavni na HR področju. Drži. The best. Ok, greva še malo naprej. Zase praviš, da že vse življenje delaš z ljudmi in za ljudi. Mislim, da ni to ena pesem. Zato v svojem delu, ki ga enostavno obožuješ, vidiš veliko potenciala za rast in razvoj vseh deležnikov na trgu dela, kot tudi tistih, ki vanj šele prihajajo. Tako da danes imamo veliko nekih HR tematik, ker to je taka zelo, zelo vroča tema. Tudi se mi zdi, da pred covidom sem pol nekako zasledil, da je kar nekaj članov uprav ali pa članic uprav prišlo iz HR področja, ker so ugotovili to strateško pomembno. Ampak preden gremo vse te ful dobre tematike, moje prvo vprašanje je zmeraj tako, da malo sprovociram. Če bila midva sošolca v gimnaziji, kakšna si bila? Si že takrat v bistvu menedžirala ljudi? Moram reči, da ne. Jaz sem se, bom rekla, hoče ali nočeš mečkam spremenila šele tako v svojih, bom rekla, starejših letih, tam nekje po 30. letu, a ne. A zdaj, če ti odgovorim na to tvoje vprašanje, sem bila jaz kot srednješolka zelo, zelo drugačna, zelo tiha, res bolj taka piflarka, a ne. Vedela pa sem, kaj bi že rada v življenju počela. Se pravi, vedela sem, da bi rada delala z ljudmi, nisem pa točno vedela, kaj konkretnega. Tako, sem po horoskopu ena taka ribica, pa se mi zdi, da imam tak občutek za ljudi, sem taka zelo empatična. Kot srednješolka sem bila pa res tako, sem se lovila tako kot vsak srednješolec. Če bi bila midva sošolca, bi bilo zelo zanimivo, zato ker ko sem bila v srednji šoli oziroma našem razredu ni bilo tako veliko fantov, a ne. Tako da, ja, sem se pa potem večkrat kasneje izoblikovala, a ne, potem, ko sem šla na faks, pa potem skozi to svojo, bom rekla, zaposlitveno oziroma karierno pot sem nekako zorela in skozi tudi veliko negativnih ali pa za mene slabih izkušenj, ki sem jih imela kot zaposlena v različnih organizacijah, tudi v javni upravi, gospodarstvu. Danes gledano na vse te izkušnje z neko hvaležnostjo, ker sem se veliko tega naučila. Daj mi povej, če dalje več se pogovarjamo o HR-u, to je res pomembna tematika in če dalje več podjetij se zaveda, koliko pomembni so zaposleni, koliko je treba vlagati v zaposlene. Kako priješ od tega, na gimnaziji si, faks in tako naprej, do tega, da si enkrat rečeš, jaz hočem pa narediti eno največjih platform v HR-u in potem to narediš? Tako, no, res ponosna sem na ta moj zaposlitveni portal, res je 100% moje lasti in nimam želje, niti nikoli nisem razmišljala, da bi to prodala, tako da to bo kar v moje lasti ostala, zato ker res uživam v tem svojemu poslu. Je pa tako, da konkretno mene je do tega posla pripeljala res izkušnja v življenju, kot sem jo prej omenila,
jaz sem pri svojih malo več kot 30 letih potem nekako ugotovila, da z delodajalci, kjer sem bila prej zaposlena, nisem bila glih najbolj zadovoljna, oziroma takrat se res še ni tako veliko govorilo o dobrih odnosih, dobri plači in tako naprej. Sem na svoji, bom rekla, zaposlitvi oziroma karierni poti imela tudi dobre šefe, vodje, no, vendar je bilo več teh, bom rekla, slabih vodij in tudi slabih delovnih odnosov, ne samo strani vodij, tudi strani najbližjih sodelavcev. In če si ti v službi nekako nesrečen, in jaz sem to bila, z 2 majhnima otrokoma sem enostavno prišla do ene točke, ko sem rekla, nič, a boš zdaj ti to cel življenje nesrečna do svojega penziona, ali boš pa kaj v zvezi s tem naredila. In je pa res, da sem cel življenje že delala v HR vodah, se pravi v kadrovskih službah, rada imam ljudi, že od nekdaj rada svetujem. Moja prva služba je bila tudi na Zavodu za zaposlovanje kot svetovalka zaposlitve in tudi diplomo sem pisala v zvezi z iskanjem službe, tako da nekako podzavestno me je to skozi nekako vodilo. In ko sem prišla do te točke, kaj bom zdaj, a bom zdaj nesrečna ali bom nekaj sebe naredila, enostavno sem se mogla pogovoriti sama s sabo in potem še z mojim možem, ki je podjetnik, zelo uspešen, in je rekel, lej, cel življenje že svetuješ ljudem, kako najti službo, kaj če bi ti imela zaposlitveni portal. In to zdaj 16 let nazaj, ko smo ga tudi nekaj časa delali, sem jaz to razmišljala, zaposlitveni portal, kaj? Ne, ni šans, to jaz ne znam narediti, ne. Ampak tako sem si nekako rekla, se kaj pa lahko zgubim, ne. In moja taka misel je vedno bila, zdaj bom pa to naredila, me zanima, do kod sežem, do kod zmorem. In sem enostavno to zagrizla in smo res razvili ta zaposlitveni portal, ga potem preimenovali, najprej bil moja zaposlitev, zdaj Optius. In 14. leto teče, 5. maja bo 14. leto in ne bi delala nič drugega na svetu, razen tega, kar delam in res uživam. In skupaj z ekipo, ki je zelo majhna, res delamo dobre stvari in na to sem zelo ponosna in vesela, da vidim smisel v svojem delu in da so tudi naši uporabniki, to so iskalci zaposlitve in delodajalci, zadovoljni, po večini zadovoljni, to, kar delamo, in seveda še nismo rekli zadnje besede. Se pravi, maja prižigamo svečke. Super. Tako, ja. Vrhunska. Daj mi povej, ti imaš različne klobuke, od tega, da si ustanoviteljica, direktorica, hkrati si tudi začela in si ustanovila prvi klub za kadrovske menedžerje, mentorce in tako naprej. Kako si ti organiziraš dneve? Si ti v nedeljo pripraviš za naslednji teden, ali si vsak dan zvečer za naslednji dan? Kako, daj nam kakšno ta secret oziroma kakšna je skrivnost? Moram reči, da sem jaz zelo disciplinirana in po naravi tako zelo hitro, to zelo hitro hodim, hitro govorim, vse, pri meni je zelo hitro, ampak to meni ustreza. Tako da jaz, moje nedelje se bolj nagibajo v tej smeri, kaj v prihodnjem tednu imam za ene aktivnosti. Običajno se jih zelo veselim nedelji zvečer in se veselim prihodnjega tedna, kot rečeno, jaz res svoj posel rada opravljam, kar ne pomeni, da v svojem poslu nimamo težav, nimamo problemov, ampak jih nekako sporotrašujem. Nekaj sem se že tekom leta naučila, drugače imam pa okrog sebe ogromno ljudi, ki mi lahko svetujejo, pomagajo in nekako to prebrodimo. Tako da moj delovnik je običajno malo daljši, kakor do moje ekipe, zaradi ker tam po 4. uri se stvari majčkeno umirijo, pa z veseljem to naredim. In mi to ni breme. Meni je moja služba, dostikrat ljudje rečejo hobi, meni je res že hobi in z veseljem naredim tudi kakšno tako opravilo, ko mogoče ni tako najbolj prijetno pri svojemu poslu, ampak tudi delam. Tako da nekako poskušam, da kadar ne delam, da sem prosta in da se posvetim tistemu, čemu je tvoj prosti čas namenjen, se pravi prvenstveno svoji družini, širšemu krogu prijateljev, pač skrbim za šport, pač se rekreiram. Tako kot je potrebno, tako kot mislim, da je potrebno za mene, da ohranim neko psihofizično zdravje in da potem lahko nekako poskušam spočiti naslednji dan upravljati te aktivnosti, ki sem si jih zadala ali pa ki pridejo tekom dneva.
Sprav, ti imaš stika z ogromno delodajalci, ogromno HR-ovci in v bistvu vidiš, kako organizacije funkcionirajo. Pa me zanima, a je kakšen svet, ki ga daš, recimo, kaj je danes, kakšne znanja, ali pa ne znanja, lastnosti mora imeti danes nek novodobni vodja? Kaj bi rekla, tako če malo opazuješ? Glede na to, da se generacije spreminjajo, prihaja generacija Z, ki je posebna. Tako. Vsaka generacija je posebna. No, jaz sem zadnjič brala en zanimiv članek, že za časa Michelangela. No, so se ta stari pritoževali, kako so mladi leni. Tako da jaz sem predstavnica generacije X. In vsaka generacija ima svoje prednosti in slabosti. Zdaj se veliko govori o tej Z generaciji. Jaz se tukaj vidim bolj pozitivno, v pozitivnem smislu. Marsikaj se moramo tudi od njih ne naučiti. In se mi zdi, da imajo kar ene par zelo zanimivih želja in se mi zdi, da je prav tako. Zdaj, generacije smo si različne, sem pa pozabila, kaj si vprašal. Ne, zanima me v bistvu tvoj pogled, ki imaš stik z delodajalci, z vodji. Kaj mora danes novodobni vodja, kakšne lastnosti mora imeti? Ker recimo delati z generacijo Z mora biti malo bolj, bom rekel, bolj proaktiven ali pa malo bolj nežen, malo bolj previden, ne vem, tako, no, vsaj kakor se pogovarjam jaz. No, ja, drži, ja. Zdaj, kot že prej rečeno, ko sem jaz začela s svojo prvo službo in tudi kasneje smo govorili šef in tako naprej, in tudi tista vodenja so bila malo drugačna, kot se zdaj te generacije nekako želijo oziroma od nas zahtevajo. Se pa seveda tudi tukaj precej spreminja, jaz tudi vidim, zdaj le malo spremljam, kakšen je voditelj prihodnosti, kakšen je dober vodja. Mi smo pred leti, pred koronom, z dvema partnerjima delali take res velike dogodke na Brdu pri Kranju, kjer je prišlo okrog 500 kadrovnikov vsako leto. In takrat smo res začeli govoriti o majčkeno drugačnih vodjih. In bom rekla, te vodje, oziroma saj sem tudi jaz v končni fazi vodja, vsak ekipa, če vodi neko ekipo, je že nekako vodja, je po svoje drugačen. Jaz lahko rečem, kakšna sem na primer jaz, pa tudi vidim, kakšne si tudi mladi želijo, oziroma zdaj pač te mlajše generacije si želijo, bom rekla, take avtentične vodje, iskrene, srčne, transparentne, poštene. In pa tudi zdaj eno luštno knjigo sem prebrala, Skrivnost sodelovanja, in sem tukaj noter videla, da bo res prišlo po spredje tudi vodja, kjer je na neki strani tudi skromen. Ampak v smislu te skromnosti, da se ne izpostavlja v ekipi, ampak da se poskuša od ekipe učiti, da pove, da nekaj tudi ne zna, da nekaj ne zmore. In lahko tudi vodja reče, ne znam, povej, nauč me. To so zdaj, bom rekla, taki vodje, se pravi, taki avtentični, empatični in seveda pa, ko so neke krizne razmere, da je tudi, bom rekla, odločen in pa tudi v oporo ekipi takrat, ko je ta potrebna. Predvsem pa je dober vodje tisti, ki v svoji ekipi prepozna svoje zaposlene kot največji kapital. Ker so že pri ekipi, me zanima, kaj pa recimo te pomembno, ko sestavljaš ekipo. Si rekla, da imaš 7-člansko ekipo, kaj recimo je bilo tista tehtnica oziroma tisto, kar je prevagalo na tehtnici, da si rekla, tebe zaposlim, tebe ne, tebe ja. Zdaj, naš posel, mi se ukvarjamo s storitvami, naš posel je majčkeno specifičen, tako se nekako tudi meni zdi. Jaz predvsem gledam to, da se bo ta oseba lahko vključila v našo ekipo, da bo sprejela našo kulturo, da bo del naše kulture. Gledam, nekako iščem osebo, ki ima tiste iskrice v očeh, ki je radovedna, od katere se bom tudi jaz lahko veliko naučila, in ki se bo seveda ona v ekipi dobro počutila. Seveda, izobrazba je seveda nekako tudi pomembna, to nekako jaz k temu tudi kar precej težim, jih spodbujam tudi na nadaljnjem izobraževanju te moje sodelavce, kadar izrazijo kakšno željo ali pa da vidim, da so nek potencial. Tako da včasih včasih sem kadrovala bolj po občutku, po feelingu, zdaj pa gledam to majčkeno drugače. Se pravi, gre to za nekako, mora biti kemija na obeh straneh. Tudi jaz želim,
da vsak moj bodoči zaposleni, da se spozna še prej malo z ekipo, da kakšno besedo reče, da pokaže delovno okolje, da vidi tudi ta oseba, kam prihaja in res vse tako transparentno povem tudi na zaposlitvenem razgovoru, kaj se bo delalo in nič ne ulepšujem in povem tudi tisto, kar mogoče ni najbolj prijetno pri delu, a ne. Saj, ko mi upravljamo neko delo, glih ni vedno vse lepo, včasih je treba tudi kakšno tako stvar opraviti, ki jo radi nimamo ali pa jo odlašamo, ampak jaz nekako to povem, no. In moram reči, da trenutno imamo ekipo, ker se res dobro razumemo, si vse povemo, predvsem je pa pomembno, da si med sabo pomagamo. In to je tisto, kar je ključno. Se pravi, ko je veliko dela, cela ekipa stopi skupaj in vidim, da si med sabo zelo pomagajo in to je tisto. In seveda to, da se lahko na njih zanesem. In da imajo ideje in te ideje so top in če se nekaj izmislimo, potem to gremo v akcijo. The best. Ne mi povej, na eni strani ti si bila HR, ki si zaposlovala, zdaj imaš ogromen delodajalcev pri sebi na svojem portalu in vemo, da vsaka generacija je mehen specifična, ne? In tudi ta generacija zdaj je mehen drugačna. Ogromno nekih ugodnosti se ponuja, ko se zaposluje, ne? Ni samo delo od doma več ugodnost, to je že v bistvu kar neka higienski minimum, če lahko tako rečem, potem, ne vem, team buildingi, pokrivamo tudi, ne vem, well-being in incentives, pa tako naprej. Kako, recimo, bi ti svetovala enemu delodajalcu ali pa enemu mlademu podjetniku, ki odpira podjetje, kako se tega lotiti? Ker danes, mislim, je konkurenca, s plačo ne moreš konkurirati, ne? Potem probajo delodajalci konkurirati z raznimi temi bombončki in tega se bolj že kar veliko ne bere. Ne? Moram reči, da me to delodajalci vsak dan sprašujejo. Res je težko, ker res zdaj še vedno govorimo o kroničnem pomanjkanju ustreznega kadra. Najprej še vedno me vprašajo, zakaj je temu tako. Jaz vedno rečem, da so na prvem mestu seveda demografija in še nekaj drugih bistvenih razlogov in ko to razumejo, je lažje. Lažje tudi delodajalcem, ker tudi povemo, da za to ni kriv nihče zares, ne delodajalec, ne mi, ampak je, bom rekla, vse splošno pomanjkanje delavcev vsem delu razvite Evrope. Različno delodajalca, ne, s čim se ukvarja, koliko je velik ta delodajalec, kakšno ekipo si gradi, kakšne kompetence pričakuje, kakšne znanja, sposobnosti in tako dalje. Ampak če nekako potegnemo, ne, vemo, da zdaj že približno 15% teh generacije že na trgu dela in nekaj že vemo, da so pač ta mlajša generacija malo posebna in je nekako treba te njihove želje upoštevati, če bi želeli, če si želimo, da lahko delamo dobro in da smo si te generacije, bom rekla, da se dopolnjujemo, a ne. Ja. Tako da zdaj pred leti se je veliko govorilo, a ne, sadje na delovnem mestu, pa team buildingi in tako naprej. Jaz bom tako rekla, ko se pripravlja konkretno, naprimer zaposlitveni oglas je že posledica tega, kar si ti že vse naredil v zvezi z prepoznavanjem podjetja kot dobrega delodajalca, a ne. Predvsem mora biti vse to, kar delavcu dodatno ponujaš in to tudi zapišeš, da tudi dejansko to omogočaš. A ne? Se pravi, moraš govoriti resnico, ne smeš zavajati. Predvsem pa se je treba potem vprašati, za glede na delovno mesto, ki ga razpisuješ, ali pa kandidata, ki išče za to delovno mesto, moraš vedeti, kaj na tem delovnem mestu oziroma temu potencialnemu kandidatu bi to pomenilo, a ne, naprimer, če iščeš nekega programerja, mu je res verjetno delo od doma zelo pomembno, a ne, če iščeš neko drugo osebo, mu je kaj drugega pomembno, ampak kljub samo, če potegnemo črto, je povsem, nam, tudi nam starejšim, ki smo že kar nekaj časa v službi, pomembni so seveda urejeni delovni pogoji in odnosi med sodelavci in pa seveda tudi z vodjem, to mislim, da se ne bo spremenilo in prav je tako, a ne, ker vemo, da v službi preživimo tretjino svojega dneva in zakaj se ne bi imeli, bom rekla, konec koncev lepo, a ne, in da smo zdravi in zadovoljni, ker če se ti tretjino dneva počutiš slabo, če si nesrečen, potem tudi to, bom rekla, to svojo nesrečo nosiš domov in prenašaš na svojega partnerja, otroke, če jih imaš in podobno, ne. Tako da odvisno od delodajalca, ne, je pa tako, a ne, pri tej generaciji, ki zdaj vemo,
plača jim je pomembna, a ne? Ni Ja. pa na prvem mestu. Se pravi, je treba upoštevati od tega, ali si želijo ali si želi taka oseba delo od doma, ali si želi imeti več prostega časa, želi imeti fleksibilni delovni čas. Vemo pa tudi, kaj te generacije pričakujejo, a ne? Konkretno in takojšnjo informacijo, povratno informacijo, mentorstvo, onboarding, neke dodatne bonitete, se pravi te ping-pong mize in sadje na delovnem mestu, mislim, da nima več tako pomena, mogoče kakšen dan več dopusta. Se pravi, odvisno od delovnega mesta, od podjetja in tega, kar pač veš, pač moraš nekako vedeti, na kakšen način bi lahko delavca privabil, razvijal in pa predvsem, da ga boš lahko tudi zadržal, a ne? The best. Tudi neomejen dopust, ne, tudi to smo že slišali. Ja, tako. 4-dnevni tednik, pa take stvari. Ja, tako, poznam tudi tega direktorja, ki ga zdaj namiguješ, a ne, Marko Podgornik. Ja, se je bil pri meni, ja. Ja, poznamo, a ne. Tako da ja, evo, Mark se marsikaj izmislil, a ne, ker pač izhaja iz sebe in če izhajaš iz sebe kot podjetnik, če je zate dober, pa če vidiš, da je to dober tudi za ekipo, zakaj ne bi tega naredil? Če je to možno in pa seveda, če je tudi v skladu z zakonodajo. Se strinjam, Marko je tako, ker en korak pred vsemi. Dober je. Ja. Peva še malo naprej. In sicer vidiš, da imaš res ne samo ogromen znanje, ampak tudi ta tvoja strast se čuti pred mikrofonom, pred kamerami in tiska bo gledal. In me zanima, kdaj je prišel v tvoji karieri ta aha trenutek, Američani temu pravijo, aha moment, ki si pa rekla, to je to hočem delati, tukaj se vidim. A je bil kakšen tak trenutek, projekt ali pa kaj tasga? Mislim, na začetku moje poslovne poti je bilo res zelo težko in ta trnova pot je bila res težka, milijonkrat zavita, ker sem se učila, ne? Jaz sem prvič postopila na podjetniško pot, prvič sem zares zaposlovala, prvič sem pridobivala posle in tako naprej, ampak nekako z leti dobiš debelo kožo, seveda ob sebi sem imela tudi super mentorja, lahko rečem, čeprav se mogoče sliši tako nenavadno, ampak res super mentor mi bo moj mož, sicer iz čisto iz drugega posla, iz IT posla, ampak mi nekako povedal, a ne, mi je dal oporo, nekaj izkušnje in se mi zdi, da me je to vodilo naprej. Da pa res tako, rečem, da res uživam v svojemu poslu, tako na prst, no, pa vem, 7-8 let, no, to je pa res tisto, ko sem rekla, wow, to je to in ta pogum, ki ga nekako, sploh ne vem, iz kega potegnem, ampak bolje zadeva videti oddaljena, bolj mi je zanimiva in bolj si upam. In jaz, ko se čez noč spomnim, jaz veliko po noči razmišljam, ampak to so take lušne, kaj bi delala v projektih, a ne? In evo, pa se kar spomnim, a ne? Tako kot sem se spomnila ta prvi HR klub v Sloveniji, ki šteje že, zdaj bo star 4 leta in šteje res več kot 400 članov. In znotraj tega HR kluba sem letos januar ustanovila tudi prvi knjižni klub za kadrovske menedžerje. Tako in znotraj tega HR kluba mi se res srečujemo 3 mesece, vedno različni ljudje, vedno različni tematiko in vidim, da je to ljudem všeč, a ne. Se pravi, HR menedžerji se želijo srečevati, se povezovati, družiti, predvsem pa izmenjevati svoje izkušnje, konec koncev mogoče tudi svoje probleme, strahove, a ne, se konec koncev smo to ljudje. In to je, bom rekla, tudi lahko neke vrste supervizija, ker ti, ko vidiš, ko ti kolegi povejo, lej, nisi ti kriv, tukaj je rešitev, to je tisto, kar jaz želim delati, a ne. No, in sem res tudi ponosna, da sem znotraj tega HR kluba. Letos maja bom že organizirala drugo konferenco oziroma ekskurzijo, kadrovsko ekskurzijo in peljem cel avtobus kadrovskih menedžerjev v Črnomelj, kjer si bomo gledali 3 podjetja, torej bomo šli malo po proizvodnji, se srečali s temi gostujočimi kadrovskimi menedžerji, torej 3, si izmenjali vse te informacije. Super. In to je tisto, kar res rada delam in me veseli. Se vidi. Ja, hvala. Daj mi povej, kaj je tvoj nasvet za konstruktivni feedback? Doskrat se pogovarjam, pa pravi ljudje, sandwich metoda, malo pohvališ, pol poveš
tisto resnico, pa spet rečeš, ampak sej pa ni toliko slabo, sej si pa super. Ne? A je boljš direkten feedback, ko opažaš, sploh zdaj, če se malo dotaknejo te nove generacije, generacije Z, ali je še zmer boljš, da neka ta sandwich metoda, malo pohvališ, malo poveš, pa spet malo pohvališ. Ja, ta sandwich metoda, moram reči, da je pri meni mogoče majčkam bolj funkcionirala pred leti. Jaz zdaj nekako izhajam iz sebe, tudi vidim, da bi tudi sama tako želela. Seveda si mladi želijo tudi pohvale. In vse kdo pa si je ne, v končni fazi se, ampak pohvalimo dejanja, se pravi za nekaj, kar si ti dobro naredil, in seveda tudi, če si naredil neko napako ali karkoli, je treba potem tudi povedati tej osebi, temu sodelavcu, ki je prišlo do napake in pač poskušaš tega človeka poučiti ali pa se pogovoriti, da do teh napak ne prihaja. Sem pa vsekakor bolj težim k temu, da se pač ljudi tudi pohvali, takrat, ko je potrebno. Je pa tako kot pri vzgoji otroka, a veste, če so pohvale kar tako vse poprek, pa brez nekega pomena se potem ta pohvala izgubi. Se mi zdi pa, glede na obdobje, glede na to, da zdaj delavcev res kronično primanjkuje, se mi zdi, da se moramo res delodajalci veliko ukvarjati s svojimi zaposlenimi in videti v njih, v svojih zaposlenih, tudi pozitivne stvari in to je tisto, kar pač nas nekako vse dviguje, da smo lahko še boljši pri svojemu poslu. Dajva se dotakniti še malo teh perečih tem HR-a in sicer, ki jim lahko rečemo malo tabu teme in sicer recimo alkohol na delovnem mestu ali pa še bolj takrat pereča tema je rak na delovnem mestu. In tukaj si ti, bom rekel, kar avtoriteta, pa me zanima tvoje mnenje, daj nam malo povej. Zdaj, jaz sem po poklicu socialna delavka, mene te teme zelo zanimajo, bolj so take tabu, bolj jih vrtam. Tako da vsako leto mi tudi skupaj s temi, z mojo ekipo organiziramo običajno konec leta HR zajtrk. In znotraj HR zajtrka poskušam vsako leto najti neko temo, o kateri se v Sloveniji ne pogovarjamo ali pa se pogovarjamo premalo. In seveda kadrovi, ki se tudi znotraj svojih ekip srečujejo s to problematiko in iščejo rešitve. Tako da pred leti smo imeli, HR zajtrk na temo rak na delovnem mestu, alkoholizem na delovnem mestu, menopavza na delovnem mestu smo že imeli, psihofizično zdravje na delovnem mestu. Kaj bo leto, še ne vem, sem že razmišljala, ali pa je pa tako, da so to teme, ki niso nikoli dovolj povedane. Zdaj veliko vemo, zdaj veliko beremo o tem raku delovnem mestu oziroma o raku nasploh, tudi vemo, kaj je bilo zdaj tudi v medijih za to princeso v Angliji. Tako da se mi zdi, da so mogoče tako čutim, da so še vedno to neke tabu teme, ampak po drugi strani pa nihče ne ve, ali bo se mu to zgodilo v življenju ali ne. In je prav, da se o tem pogovarjamo. In mogoče konkretno, Mark, ti lahko povem eno zanimivo zgodbo. Zakaj se mi zdi, da je fajn o tem govoriti? Jaz sem v bistvu s tem, ko sem govorila to na glas, moram reči, da smo imeli mi tega tudi, ker imamo to veliko družini, se pravi to obremenjenost, kar se tiče bolezni raka. In par let nazaj sem pač bila na morju, slučajno sem srečala eno kadrovico, tam nekje v Umagu sva kavo pila in smo se nekaj pogovarjali, ne vem, nekaj bila glih tema o raku in tako v kopalkah smo sedele. Pa sem rekla, Maja, tako zgledaš pa zanimiva, tako se veste, se ženske malo ocenjujemo, pa kaj pogledamo, pa tako. Sem rekla, imaš nove kopalke, pa prav, veš, pa sem se 1 kilo zredila, pa tako, sem rekla, ne vem, meni se ne zdi. In če mogoče skrajšam zgodbo, je rekla potem Maja, par mesecev po tistem, je rekla, Saša, še verjela, veš, smo se pogovarjali, sem prišla v sobo, sem se pogledala v špegel, sem dala tisti modrček dol, pa sem videla, da je res nekaj drugače. In če mogoče še skrajšna zgodba, toliko drugače, da po en mesec po tistem je bila na Onkološkem inštitutu operirana in evo. Zatem, kako bi rekla,
s to mojo iskrenostjo, s tem, ko smo se ženske pogovarjale, se Maja verjetno ne bi nikoli v življenju pogledala. Vprašanje, ali pa bi kasneje, a ne? Vprašanje pa, kako bi se to izvlekala, ampak ona je danes ozdravljena in sem vesela, da če sem lahko eno tako življenje rešila, mislim, da sem naredila veliko. No. Super, top. Kako pa recimo se lotiti takih tabu tem znotraj podjetja? Kakšni so koraki, recimo, ne vem, se takoj ponudi zaposlenim neko pomoč, a se to komunicira javno, ne vem? Javno, ne da bi jaz tega primera poznala, ne? Spet odvisno od podjetja, koliko je podjetje veliko, ali ima HR menedžere ali ne. Jaz nekako opažam sploh v teh podjetjih, kjer imajo kadrovskega menedžerja, ker veliko dajo pomenu zdravju delovnem mestu, dobro počutju, ker se veliko o tem pogovarjajo, ker veliko delajo na gradnji blagovne znamke delodajalca, da so dober delodajalec, da se o tem pogovarjajo, ko izvedo za mogoče ali pa opazijo neko tako, bolezen, se konec alkoholizem je tudi bolezen, ne? Se pač kadroviki obrnejo glede na to, koliko informacij imajo in koliko jim podjetje lahko to omogoča, ne? Vemo pa, med korona krizo, ne? Smo veliko govorili o tem psihičnem počutju, tako da zelo veliko delodajalcev je potem že, in tudi danes to ima, omogoča svojim zaposlenim, da se lahko povežejo z zunanjim strokovnjakom v primeru neke težave, pa ni nujno, da je to težava konkretno na osebni ravni tistega zaposlenega, ampak tudi, da ima zaposleni težave mogoče s svojim odraščajočim otrokom, najstnikom, mogoče težave v zakonu. Tako da mnogi delodajalci so čedalje bolj odprti in želijo pomagati svojim zaposlenim za nekim zunanjim strokovnjakom in te zunanje strokovnjake seveda tudi za to tudi plačajo, ne? In se mi zdi prav, da je tovrstne pomoči v podjetjih čedalje več in da to podjetja prepoznavajo, ker kot veš, se čedalje več tudi govori o tem, ne? Pred leti nismo nič govorili o burnoutu in podobno, ne? To zdaj se mi zdi, da ljudje več nimajo s tem težav in se pač praktično se to lahko vsakemu zgodi in zakaj se ne bi o tem pogovarjali in pač ljudem pomagali, ker v Sloveniji imamo veliko mehanizmov, veliko strokovnjakov, ki nam lahko pomagajo. Kako pa gledaš na burnout, ki v bistvu so različni poli? So določeni ljudje, ki pravijo, burnout je nemogoče, zdaj gremo v neko smer potuh, pa tako, potem absolutno so dokazi, ne, da imaš neka različna fizična stanja, ki prideš do pregorelosti. Tako da me zanima tvoje strokovno mnenje. Jaz moram reči, da sem o tem veliko premišljevala. Meni se to, hvala Bogu, še ni zgodilo, upam, da se mi ne bo. Se mi zdi, da se tudi kar veliko meša, kaj burnout je, ali pa neka utrujenost, a ne? To je, se mi zdi razlika. Imam pa trenutno zdaj eno kolegico, ki je v daljšem bolniškem staležu zaradi burnouta in jaz nekako to res od blizu spremljam, kaj se to res osebi zgodi in vidim, da je res težko. In videti, da ta oseba res tega res ne more si pomagati. Je pa tako, kot zdaj, če konkretno razmišljam o tej svoji kolegici, to je bilo kar nekaj leta zanikanja. Jaz sem to poslušala kar nekaj 10 let o tem nezadovoljstvu, veliko dela, slabih odnosih in tako naprej. Ampak to je, kakor sem brala o tem, je to stanje, ki si ga človek nekako, bom rekla, pridela sam, ne? In ne poslušaš svoje telo in svoje najbližje, ki ti povejo, ne, lej, daj spoči se, umir se, ne, ti kar furaš dalje in tako naprej. In potem se ti mora res ta zlom zgoditi, da vidiš, potem rabiš pomoč. In povratek je res zelo težek, ne. Vidim, da ljudje, te, ki so pač šli čez to, bom rekla, to obdobje in tudi na področju, tudi veliko HR menedžerjev je šlo skozi, bom rekla, tako izkušnjo in ni luštna. In se mi zdi, da se je treba res prej ustaviti pa prej poslušati, no. Ker življenje je eno samo in
zakaj ne bi naredili že prej na preventivi, na kurativi vedno malo težje delati, ne? Ne, to je res, to je res. Mislim, zelo zanimivo je, ne, ko opazuješ ljudi, da ponavadi, dokler ni prehudo, nam je okej. A veš, se pravi, ti si v neki službi ali pa so ljudje v neki službi, ki ne uživajo, ki vsak dan pridejo pod stresom in tako naprej, ampak dokler ne bo prehudo, bojo še kar tam ostali, ne. Tako da je zmeraj zanimivo, no, da rabiš ta. Prej se malo dotaknem še zaposlovanja v bistvu tujcev, ne, oziroma tuje delovne sile. Kar nekaj imamo zdaj tudi v Sloveniji, v slovenskih podjetjih, tujih zaposlenih, se pravi tuje delovne sile. Kako ti gledaš na to? Ker po eni strani, če gledaš neko podjetje, lahko kvaliteta malo trpi, po drugi strani nimajo delovne sile, je treba dobiti, da nam malo razlaš. Ja, zdaj tako kot že rečeno, ne, delavcev v Sloveniji ni. Zdaj, če bomo šli v tem tempu naprej, jih bo dejansko še več primanjkovalo, ne, mogoče en tak zanimiv podatek. Jaz tudi sem bila včeraj na enem kongresu, pa sem rekla, sem to si zapomnila, ne, ko smo se mi rodili, jaz sem se rodila tam v 70 letih, takrat je bila generacija otrok vsako leto okrog 36,000 novorojenčkov, ne. Danes je generacija otrok 18,000 novorojenčkov, kar pomeni, da se je generacija zelo, zelo zdesetkala. Imamo že nekaj let zapored negativni prirast, se pravi, več jih umre, kakor se jih rodi. In dejansko imamo mi Sloveniji s tem probleme. Prav bi bilo, jaz vidim, da še nekaj možnost je, kako še do kadra znotraj Slovenije, če lahko tako rečem, ampak kljub samo se bomo delodajalci, hočeš nočeš mogli ozirati tudi po tej tuji delovni sili, na to tujo delovno silo se pravi z področja države. Bivše Jugoslavije smo že navajeni, se mi zdi, da smo jo lepo sprejeli in tako naprej, vendar vemo, da je ta kadrovski bizel precej prazen. Istočasno pa delodajalci tudi opažajo, da nismo več zanimivi za te delavce. Ne? Se pravi, marsikateremu delavcu iz Srbije se ne splača več pred Slovenijo, ker pač doma tudi kar že relativno dobi primerljivo plačo. Ne? Moram reči, da sem zdaj konkretno, pred mesecem in pol sem bila v Indiji z 10 kadrovicami na povabilo, ker so rekli, da pejt, no, boš videla, kakšna to delovna sila je, in moram reči, kakor nisem imela nobenih informacij ali pa to, kaj bereš in tako naprej, sem prišla, bom rekla, zelo navdušena. Ne? Konkretno mi smo bili v Kerali, to je južni del Indije, na tem delu Indije živi 35 milijonov ljudi. Šolstvo je brezplačno, večina ljudi govori angleško tam, pismenost je 99%, tudi ženske hodijo v službo, veliko je mladih, pa tisto, veste, veš, ko slišiš kaj za Indijo, pa tako, ne, joj, pa je umazan. Meni se ni zdelo, no, meni se je zdelo urejeno, videla sem veliko lepih hiš, ne, in moram reči, da če lahko tako rečem zdaj v tem prazniku, ki prihajajoči je, moram reči, da sem v Indiji v tistem delu videla več cerkva, kot v Sloveniji. Ne? In te pa zaboli srce, ne? Ko se pogovarjajo z ljudmi, naprimer konkretno smo imeli enega šoferja, ta šofer nas je vozil cel teden, programer. Ko ti programer reče, da ima 30 evrov mesečne plače, te kar malo srce zaboli. Je res, da kle v Kerali, kjer sem jaz bila, ne, nisem videla lačnih ljudi, se pravi, na vsakem drevesu nekaj raste in tako naprej, ampak nekako si želijo res nekako te ljudje s trebuhom za kruhom. Tako da ta delovna sila, kar se tiče Indije, se mi zdi zelo zanimiva za delodajalce v Sloveniji. Veliko se govori tudi o filipinski delovni sili. No, tudi na Filipinih sem bila, ker me je tudi to zanimalo. Moram reči pa, zanimiva delovna sila, tudi te znajo angleško, so precej izobraženi, vemo, da prihaja zdaj tazga katoliški, so pravi precej katoliki, ne, zato ker pa so bili včasih pod Španci in tako naprej, ko so bili kot kolonija. Ne. Zanimiva delovna sila in jaz mislim, da se bomo mogli nekako, ne bom rekla sprijazniti, ampak nekako sprejeti, da pač te migracije bodo prihajale, te ljudje bodo prihajali, če bomo želeli nekako kot gospodarstvo rastati, se razvijati. Je pa tako, ne?
Tudi danes so meni kadrovici rekla, le od 100 zaposlenih ali pod 100 kandidatov, imaš sigurno enega tazga, ki je, kako bi rekla, ki je mogoče malo kot neko gnilo jabolko, a ne? Tako da tudi med temi tujci zna tudi kakšen biti, a ne? Tako da ljudje smo si različni, ampak nabor je velik in pri teh tujcih se mi zdi, da bomo lahko najdeli tisto, da bomo pač se lahko razvijali naprej in delali tisto zaradi česa. Ker naprimer v Nemčiji sem brala, a ne? Nemčiji zdaj imajo še vedno veliko brezposelnost in brala sem tudi, da se marsikatero podjetje zapira, ker ne dobijo delavcev. A ne? In tega si v Sloveniji ne želimo. Ja. Tako da dajmo pač narediti tisto, kar lahko. Zdaj, če ni domačih delavcev, pač se bomo ozirali tudi po tej tuji delovni sili. Je pa prav, da jih sprejmemo v svoje okolje, da jih integriramo, da jih poskušamo naučiti jezika in da jim pomagamo. A ne? To je res, ja. Hvala, lepo si povedala. Ne mi povej še, gledam to, da so se prej malo dotaknili na burnouta, pa to, kako pa ti skrbiš za svoj well-being oziroma stress management, če temu rečeva. Ja, različno. Konkretno, naprimer 2-krat na teden sigurno hodim na telovadbo in to že leta. Se mi preveč ne diši. Ampak vem, da moram, a ne? Tako da sigurno je to. Potem zelo rada športam, kolesaram poleti, veliko hodim po hribih čez poletje, zelo rada berem. 10 dni nazaj sem brala kar 3 knjige hkrati, ki se nisem mogla odločiti, katera. Bravo. Ja, Multitasking. Ja, tako, no, to. Pač tudi vrtnarem, a ne? Se pravi, kot mama, kot žena, pač to je aktivnost, a ne, da malo po hiši poskrbiš za vrt in tako naprej. Predvsem pa mi je pomembno to, da imam v sebi dobro ljudi. Jaz nimam veliko ljudi, svojih prijateljev, ampak te, ki jih imam, jih res cenim in to, da imam v sebi tudi prijateljce, tudi ženske moramo imeti prijateljce, da se kje pohecamo, da se kje podružimo, da kam gremo. To je tisto, kar sem si zadnja leta nekako zgradila in to me veseli. Super. In to me polni in to je tisto, kar me dela drugačno. Mogoče še to, no, prejšnjo soboto smo šli 3 prijateljice na Bled, smo šli na en seminar, pa smo to poslušali, pa smo malo o tem debatirali, pa grem na koncerte rada kakšen, na kakšno predstavo. Tako da meni idej ne zmanjka, no. The best. Da mi povej še, gledam to, da si tudi bila v različnih vodah, v različnih fazah v svoji karieri, ne? Me zanima, kako bi rekla, ki si imela različne ekipe pod sabo, pa zdaj dejansko si ustanoviteljica svoje podjetje, kako bi rekla, se je tvoj stil vodenja spremenil? To smo danes tudi na podcastu Beyond Leadership. Ja, seveda se je, a ne? Kot že rečeno, se pravi, jaz, ko sem začela tem svojim zaposlitvenim portalom, jaz sem imela najprej enega sodelavca, pa pol 2, pa 3 in tako naprej. In tudi moj način vodenja se je spremenil, ker jaz v življenju nikoli nisem bila vodja. Sem bila vedno v takih pozicijah, kjer sem imela svojega vodjo oziroma šefa, a ne, kot se je včasih reklo. In jaz vidim, da še vedno rastem, se učim. Veliko se učim od svojih sodelavcev. Želim si tudi povratne informacije. Nikoli nisem rekla, da sem idealna in tudi ne želim biti idealna. Predvsem želim biti pa iskrena. Predvsem pa tudi to, kar se jaz nekako tudi učim, no, to mi je tako zanimivo, kaj sem se v bistvu naučila kot vodja, je to. Včasih so kakšna taka obdobja, ko kaj vzkipil ali pa karkoli, ali pa kaj povedal, a ne? Ali pa sem kaj jezna, ali pa sem se pa nekaj po vsem življenju naučila, a ne? Si mislim tako, da zdrž, prespi, boš videla, če bo naslednji dan še vedno situacija taka, kakor je vidiš. In običajno naslednji dan vidim, da tisto, kar sem mi zdaj učila, grozen, sploh ni več pomembno. No, to sem se pa res v življenju naučila. In naučila sem se to, da če je kakšna taka situacija, da se to z ekipo ali pa z sodelavcem pogovorim najprej na 4 oči. No. To se mi zdi ključnega pomena. No. Seveda pa tudi pohvalim. In se mi zdi, da si, kot že prej rečeno, se mi pohvalja, tudi si nekako želimo in jo imamo radi, a ne? Res je. Premalkrat jo damo ali pa proslavimo te majhne zmage. Tako.
Da mi povej, če bi danes imela enega mladega študenta pred sabo in bi rekel, a mi daš en nasvet glede kariere, kako se tega lotiti, je bolj, da gremo v neko veliko korporacijo, da imam na CV-ju neko znano ime, ali ne, gremo v manjši startup, ki se lahko veliko stvari naučim, ki je treba delati milijon stvari. Kaj bi bil recimo tvoj nasvet za kakšnega mladega študenta? Tako bom rekla, no, jaz kaj dost nasvetov zadnje čase ne dajem, ampak bolj vržem ko žogico nazaj. Daj začni razmišljati. Ti povej, kaj bi rad, daj ti naredi domačo nalogo, daj naredi razmisel, kaj bi rad delal danes in kaj si želiš delati čez nekaj let. In probi temu slediti, a ne? Probi nekako poskušaj rasti počas, a ne? Zdaj podatki kažejo in vemo, a ne, da ta Z generacija bo veliko služb menjala in v življenju zamenjala veliko karier, predvsem je treba probati, biti pogumen in tudi z vsake negativne izkušnje probati potem iz tega potegniti dobro in se nekaj iz tega naučiti. Moje mnenje je še vedno tako, da vsako delo je časno in to te bogati. Je pa tako, a ne, jaz tudi pravim, da vsak človek je svoje sreče kovač. Kolikor boš se potrudil, kolikor boš v to vložil, toliko se ti bo kasneje potem tudi pokazalo, da boš lahko tudi napredoval. Dostikrat me tudi ljudje sprašujejo, a ne, joj, Saša, imaš kakšno službo zame, ne? Ta stavek mi je najboljši, a ne? A imaš kaj? Ja, a imaš kaj, a ne? Ne vem, kaj bi pa ti delal? Ta je pa drug pa odgovor, ja ne vem. Kaj pa imaš? Ja, ne, ta oseba vedno reče, ja pa ne vem, kaj bi delal. No, pa smo pa tam, jaz vedno rečem, jaz sem zdaj že kar tako, ne? Ok, boš pa naredil domačo nalogo, ne? Ker jaz namesto tebe pa ne morem razmišljati, kaj bi ti rad delal, a ne? Tako da jaz potem tem ljudem rečem, lej, doma naredi domačo nalogo, naredi si tako 3 stolpce ABCD oziroma 4 in tudi povem, kaj v teh stolpcih mora pisati. In potem tudi takim osebam običajno tudi rečem, če želiš, me lahko pokličeš, a ne? To nalogo lahko narediš, lahko jo ne. Le odločitev je tvoja, ampak če boš to nalogo naredil, boš marsikaj izvedel vseb. In tako, no, nekako na tak način tudi jaz poslujem in delujem. Sem, moram reči, kar malo iskrena, brutalno iskrena, ampak so mi ljudje hvaležni, no. In mi velikokrat pridejo povedati, napisati in tako naprej. Ej, Saša, to je bila dobra, ne. The best. Ful dobro. No, ste slišali, 4 stolpce si naredite. Kaj pa je treba not zapisati, je to skrivnost? Lahko povem za prve 3? Ne, povej za prve 3. To sem se jaz nekako tako pred leti zmislila in videla, da deluje, a ne? V prvi stolpec moraš napisati, kaj bi najraje na svetu delal, pa nimaš teh talentov. A ne? Jaz pol zase, pa ne vem, hobiju, jaz vedno rečem, jaz bi najraje bila slikarka, pa ne znam niti rože narisati, a ne? In potem me razumejo, a ne? No, in potem napiše, kaj bi ta stolpec pač napiše, kaj bi najraje na svetu delal, naprimer, običajno rečemo, če bi se še enkrat rodil, a ne? Potem drug stolpec rečem, napiš, kaj bi zelo rad delal, kakšna znanja imaš. Konkretno napiše delodajalce, konkretno, poimensko, lahko so svetovni ravni, lahko so slovenski, konkretno poimensko napiši, kateri so te delodajalce, pri katerih bi rad delal in kaj bi rad delal. In C, napiši, kaj bi še delal, če ne bom dobil tistega pod B. Ne? In potem napišejo vse živo, a ne? Ampak veš, kaj pa najbolj zanimivo, ne? Najbolj zanimivo je to, da si pod C zares ne želijo tega delati, ne. Najraje bi delali to pod B. Tako da ljudje marsikaj nekako pol gruntajo, pa se pogovarjajo in tako naprej. Tudi zanimivo je, kadar mi rečejo, joj, Sašo, ti meni si vi napisala. Ja, ne bom ti ga napisala, a ne. Jaz mu povem, kje lahko najde nasvete, kako napisati dober CV. Z veseljem pa mu CV pogledam. In moram reči, mi Slovenci smo res eni taki posebneži, ne? Ali so ti CV, bom rekla, napisano, tako bom po domač povedala, včasih malo pretirano, ne? Se pravi za pretirano olepšano, ali pa smo pretirano skromni.
In največkrat največkrat te, ki so pretirano skromni CV, v smislu, nisem mislila skromno, da je na listu zapisan, ampak da ljudje ne znajo, ne vejo, koliko enih znanj, sposobnosti, nekih kompetenci imajo in jih ne znajo na list napisati. Se pravi, ljudje imajo več znanj, kakor mislijo, da jih imajo, in jaz to poskušam potem iz kandidata nekako zvleči in je vesel, Jo, se to pa res znam, jaz se to sploh nisem spomnil. Smekaj, ampak to morate napisati, vi če to novte napisati, kako pa naj napisal, kako pa naj taki to bere, ve. Tako da, izkušnje so različne, Mogoče samo še ta podatek, se mi zdi zanimiv, Kadroviki oziroma delodajalci porabijo za branje enega življenjepisa 45 sekund. In na tvojem življenjepisu mora biti res tisto najbolj ključno, The best. Ful dobro, hvala za ta nasvet. Pojdiva še malo na tvoje osebno življenje. In sicer, rekla si, da rada bereš, kaj je kakšna knjiga, ki ti je ostala v spominu ali pa bi jo predlagala? Zdaj tako, da ni poslovna. Ena knjiga se me pa res dotaknila in sem jo prebrala pred leti. In se imenuje, mislim, da tako, Tek za zmajev, tam je bila zanimiva, se dogajalo v Afganistanu, tam je bila res brutalna. Potem zanimiva je bila tudi knjiga, imenovala se Dvoje src. Drugače pa, trenutno sem zdajle sem prebrala, kot sem že rekla, ta poslovna skrivnost sodelovanja, to boš tudi ti vedel verjetno, se pravi najbolj prodajna knjiga leta 2023, najbolj prodajna poslovna knjiga 2023. Potem je bila zanimiva od Zavida Zupančiča, ta znanost mirnega življenja. Tudi prvi del sem prebrala, zdaj je bil ta drugi del. Pol sem prebrala Od Ahčana, knjiga mi je bila zanimiva, Skalpel. Berem kar naprej. Moram reči, da mi je škoda mojega časa za take pocukrane romane. To res, zdajle zadnje obdobje res to mi nekako ne paše, ker nekako skrbim, da svoj čas, kadar berem, skoristim kvalitetno, res za kvalitetno branje in tudi zelo rada berem dobre magazine, revije, od katerih se kaj naučim. In pa seveda potem tudi tam, kjer se veliko izobražujem, jaz sem tudi veliko na LinkedInu preberem. Na strokovnih dogodkih in podobno. Se pravi, ni li Harry Potter za knjige? Žal, ali pa ne vem, nisem ga prebrala, tako da v Harry Potterju ti nam kaj veliko znala povedati. Daj mi povej, takrat, ko utegneš, pa nisi zaposlena, pa obremenjena službo, pa hkrati nisi tudi na kakšnem svojem hobiju, pa si pa žgeš televizijo. Kaj pogledaš? A je kakšna taka serija, ki te pritegne? Zelo zadnje čase bolj malo gledam serije, v bistvu jih ne. Serije res ne. Tako bom rekla, že zaradi službe pogledam novice, ker pač me zanima, kaj se dogaja tudi po svetu, tudi z področja družbe, ekonomije in tako naprej. Kadar pa gledam kakšno serijo, gledam pa National Geographic, to mogoče, tudi kakšne take oddaje. Včeraj je bila na primer ena zanimiva oddaja kaj je že bila, o pametnih telefonih, kam to pele, kam nas vodi in tako dalje. Zelo rada gledam take oddaje, od katerih se kaj naučim, ali pa kam ta svet gre. To me zelo zanima. V bistvu z neko skrbjo gledam, kam ta svet gre. Naprimer, tudi brala sem, mislim, da že v Franciji, ali kje sem zdaj to prebrala, da bodo zdaj prepovedali uporabo pametnih telefonov oziroma teh družbenih omrežij za otroke, pisali 15 ali 16 let, se pravi, mlajši otrok. Zelo gledam z neko, bom rekla, bolj zaskrbljenostjo, kam ta svet drvi, ker nekako ugotavljam, da imamo vsega veliko, pa kljub vsemu so ljudje, se mi zdi, da ljudje še nikoli niso bili tako nezadovoljni, kot so danes. Ja, zanimivo je. Točno to sem se včeraj pogovarjal. Daj mi povej še, odpreva, smo v svetu digitalizacije, odpreva tvoj telefon, katera aplikacija je stop ven? Kaj največ uporabljaš? Ja, Spotify. Spotify, ni TikTok.
Ne. Moram reči, da sem imela Instagram in ko sem ga zaprla, sem bila tako srečna. Meni se je kar življenje spet odprlo, sem rekla, kako je pa to zguba cajta. LinkedIn res uporabljam zaradi službe, a ne, zato ker se pač veliko izobražujem in pač imam tudi neko mrežo in pač delim dobre nasvete, upam, da kaj pametnega tudi kdaj povem. Drugače pa ja. Spotify je tisto, kar mi vedno prav pride, a ne, od podcastov do muzike in mislim, da je to dovolj, no. The best. A sem kakšnega pozabila, ne vem. Ne, vse je super, jaz sem tudi LinkedIn fan, imam tudi zelo rad LinkedIn. Ja. Ok, peva še oziroma še eno vprašanje, pa gre na zaključno vprašanje. Podjetnik, kjer podjetnik ti je za zgled? Ja, to si me tudi vprašal, a ne, si mi poslal na mail, sem veliko razmišljala o tem. Mogoče sem slišala malo podcukrano, ampak res mi je moj mož, no. The best. Res mi je moj mož, zato ker, verjetno se vprašal, zakaj. Zato ker sem ga, midva sem se spoznala kot študenta in sem videla, kako je ta njegova pot šla na pot podjetništva, tam sem mu potem je seveda pomagala kot študentka na začetku in tako naprej. Sicer je on čisto v drugih vodah, se pravi v IT poslu in videla sem, kako je to pomemben, se pravi ta komunikacija z partnerjem, ne, ker v končni fazi on ne bi bil nikoli tako uspešen, če ne bi imel, sem se trudila, da je doma poštiman, tako kot mora biti, in pač imava 2 otroka, ne. In sem videla, koliko v bistvu to njega drive, ta njegov posel in sem nekako ponosna, da tudi marsikateri moj nasvet je tudi on upošteval, ne samo jaz njegovega, in da se je s tem svojim poslom eden prvih razvijal tudi v Azijo na področju Filipinov in Vietnama, naprimer, to je prvo slovensko podjetje, ki je tam odprlo svojo pisarno in firmo in na to sem res lahko ponosna in marsikdo se danes od njega uči, kako mu to uspeva in vidim, da ima tako, bom rekla, zelo široko razmišljanje in spremlja tudi gospodarske kazalnike, politiko, ne samo v Sloveniji, pa tudi v teh državah in marsikaj on tudi prinese domov in mogoče zanimivost, no, če te zanima, ne, se spomniš korona kriza, ne. Mi smo zdaj uznanili to marca, mislim, da 13. ali 14. marca je to bilo. On je prišel to je bilo tisto leto, je on prišel januarja domov iz Kitajske, je rekel, zdaj se posed za mizo, zatem pa jaz nekaj povedal. Sem rekel, moj bog, kao zdaj to, a ne. Je rekel, zdaj pa tako, tole vštala. Sem rekel, kao bo štala? Je rekel, lej, na Kitajskem živa štala, tole bo prišlo v Slovenijo. Sem rekel, pa daj nekaj ne me strašiti. Je rekel, zdaj pa tako. Ti meni ubogi, kaj sem ti zdaj povedal, pej tiskat maske, pej tiskat rokavice, pej tiskat razkužila in poskrbi podjetju, da boš to že pripravljena. No, boš verjel, to se je res zgodilo in potem seveda, ko se je bila oznanjena v Sloveniji tudi epidemija, so mojega Andreja začeli spraševati, kako on se to vedel. On je predvidel. In mi smo bili doma vsi pripravljeni, mi smo to že vse imeli, ker je on vedel, da se bo to zgodilo. Yeah. Tako da neke vrste je, bom rekla, že malo zna napovedovati dogodke, tako da zdaj mojega moža marsikdo že sprašuje, dej Andrej, povej, kao pa zdaj, ne, tako da zanimivo je to poslušati, kar se veliko stvari ti seveda tudi uresniči. Hudo, the best. Sprav, vi ste tisti, ki ste pokupili vse maske. Pa toaletni papir. To pa ne bo držalo. Se hecam. Pejva, Saša, še na najpomembnejše vprašanje. In sicer mi imamo kar nekaj poslušalcev, od mladih pa tudi do kakšnih članov uprave in tako naprej. Pa me zanima, če bi lahko dala eno zaključno ali pa več zaključnih misli, kaj bi bila to? Zdaj bi jaz tako rekla, poslušaj svoje srce, življenje eno samo, delaj tisto, kar bi rad delal. Ja, je težko, ampak če ne probaš, ne veš. Jaz vedno rečem, lej, poskusi, poskusi, saj če ne šlo, še vedno lahko delaš tisto, kar si delal. Ampak zakaj ne bi rad hodil v službo in bi bilo super, če bi ti bila lahko služba in delo, ki ga upravljaš, hobi, ker konec koncev si želimo v teh svojem času, ko smo na zemlji, dela dobre stvari in pa najbolj pomembno, pa tega se tudi nismo mogoče dotaknila, pa se mi zdi tudi pri Z generaciji zelo pomembno in tudi vsem nam, da vidiš v svojemu
poslu, delu smisel. Ja, to je res, ja. To je res, ja. Tako. Top. Ful lepo, hvala. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila Saša Boštjančič, ustanoviteljica in direktorica zaposlitvenega portala Optius, ki ga vsi poznamo, več kot 400,000 obiskovalcev ima vsak mesec. In pa tudi prva ustanoviteljica oziroma ustanoviteljica prvega kluba za kadrovske menedžerje v Sloveniji, ki ima že skoraj 400 članov, ne sva rekla. Tako da, Saša, še enkrat ful hvala za tvoje poglede, izkušnje, nasvete in tako naprej. Hvala. Z veseljem, hvala. Dio. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.